Danes je z nami delil del svojega doma in del sebe, prav poseben Mariborčan, ki ga poznamo kot novinarja, voditelja, moderatorja in svetovalca za odnose z javnostmi. V zadnjem času se tudi vse bolj posveča slikanju, torej bi lahko rekli, da je postal slikar, drugače pa je to človek z velikim srcem in tudi ljubitelj narave. Že veste morda, o kom govorim. Govorim seveda o Andreju Okreši, torej danes nas je spustil v svoj čudovit dom, tako da gremo kar pogledat, ali je Andrej doma. Dober dan. Dober dan! Andrej, najprej najlepša hvala, da si nas povabil v svoj dom, da smo lahko danes tvoji gostje. Kot sem že na začetku napovedala, večinoma te poznamo iz medijev, torej ponavadi sediš na drugi strani kot danes? Ja, pa res, ja, vedno. In mi je recimo nenavadno, da sem na tej strani. Seveda, mogoče zadnja leta, mogoče malo drugače, ko sem v gospodarstvu, malo manj medijev, ampak vseeno, je drugačna. Je drugačen občutek. Torej, še enkrat na začetku hvala, da si nas povabil, veseli in hvaležni smo, da smo lahko danes tukaj. Torej, Andrej, mogoče na začetku, da še ti poveš nam par besed o sebi, s čim se danes ukvarjaš, glede na to, da te vsi poznamo iz medijev? Veš kaj, jaz sem se pred leti odločil, da bi malo se umaknil iz medijev. Ni mi to čisto uspelo. Šel sem v gospodarstvo, zdaj sem v enem fajnem podjetju in še pa imam neki stik, tako se še malo pojavljam na televiziji, pa to še me včasih povabijo. Sveda pa še vedno ostaja tisti stik s odrom, pa je to javne prireditve vodim še vedno, tako da če je kaj potrebno, vejo, kje me najdejo, še vedno me iščejo. Ja, tako da še te velikokrat lahko srečamo kje v medijih. Ja. Drugače, danes smo pri tebi doma, torej v Mariboru, na Taboru, v prav posebnem predelu, torej železničarska kolonija. Kaj je tebi nekaj posebnega, zakaj bi lahko rekel, da ta lokacija, zakaj si se odločil za to lokacijo oziroma kaj ti pomeni, kaj ti daje? Samo na hitro, jaz sem nedaleč otroštvu stanoval od tukaj. Mene kolonija nikoli ni zanimala. Potem sem se odselil na Tezno, ko sem se osamosvojil in potem je nehote so tam želeli tisto zemljišče, pa so rekel, najdite mi nadomestno in potem je prišla pravzaprav gospa nepremičninarka z to idejo in takoj, ko sem jaz v to hišo prišel, se meni dopadla. Prvič zato, ker je starejša, drugič v koloniji sem na drugačen način jaz spoznal sploh to ulico mojo, kjer si ko na vasi, a si sredi mesta in tudi čudoviti sosedje. Skratka, eno tako dušo ima to naselje, pa še nekaj, ker je predvsem zaprto, ni avtomobilov. Mi smo res tukaj mir imamo. In me je prevzelo, recimo, pa energija hiše. To mi je bilo najbolj pomembno. Ko sem jaz tu noter stopil, sem začutil dobro energijo, sem rekel, ja, tu pa bi lahko bil. Super. Ja, vsekakor nepremičnine, jaz če lahko rečem iz nepremičninskega dela, ko se tukaj nekaj prodaja, se kar hitro prodaja, zato ker imajo ljudje radi, ne samo zaradi lokacije, ampak tudi zaradi posebne energije, ki tukaj vlada. Ja. Ponavadi ljudje, ki tukaj živijo, tudi ne prodajo tako pogosto nepremičnin. Včasih je to bilo pri železničarjih, torej samo železničarji bili, zdaj pa je to, mislim, da zelo iskana lokacija postala. Ja, vsekakor. Teda, ja. Pri Galeja nepremičnine nekako pravimo, da je dom tam, kjer je doma seveda srce. Kaj ti praviš na to? Jaz nikoli nisem pravzaprav študiral, da bi se vezal na neko nepremičnino, ampak moram pa reči, da tu sem pa prvič začutil, zdaj sem že mislim, da 15 let, 15 leto teče, da to je to in tu želim biti in tu želim ostati. Dobro, nikoli ne vemo, kaj življenje prinese, ampak ja,
je, zaradi dobre energije naredil sem si tako, kot sem si naredil. Jaz nisem klasični primer, ki zdaj mora biti točno ravne stene, ono mora biti urejeno. Ne, malo drugače pač, ne. Imam mogoče kot recimo drugi, ampak vse tisto ni pomembno. Jaz se mora dobro počutiti, ne. Včasih bi nekdo rekel, da imam malo nametano noter, ampak dobro, no. Ja, mogoče, ko smo ravno pri tem, kakšne so značilnosti tvojega doma, kako si v bistvu uredil in prilagodil svojim potrebam, okusu, željam? Moja edina zahteva je bila, ko sem sem prišel, da morajo biti pobarvani zidovi. Da sem prinesel pohištvo in začel malo po malo opremljati, potem sem ga nekaj časa opremljal, potem pa mi je po 6 mesecih prišlo preko glave in se nisem naslednjih 5 let sploh taknil, ničesar več. Pol sem zdaj zadnja leta začel malo preurejati prostor po prostor, recimo, ne vem, kopalnica bi še mogla biti na vrsti pa tak dalje, ampak poskušam pa predvsem opremiti si zadevo, da to domačno si dam, ne. Ja. Slike na stene, te prčkarije, ko so gorna, to je del mojega življenja in vsaka ta zadeva, ki recimo tu po teh policah je, mi nekaj pomeni, ne. Ja, in si to domačno zdaj in pol se jaz dobro počutim. Kar nekaj slike izobešenih, ne? Zadnja leta si tudi postal slikar, torej rad rišeš. Ja, To so bolj ali manj vse tvoje slike, ne? Ja, večina tukaj v tej sobi, ja, gori so pa recimo v gornjem nadstropju so pa tudi kolegi slikarji, tisto, kar so mi podarili, tako da ja, moji so pa večino akvareli, tudi kakšen akril se še dela, pa tak, ja, ljubiteljske slikarstvo mi je fajn. Imaš kakšen poseben kotiček v svojem domu, kjer slikaš? Ne, nikoli nisem imel, sploh mi to ni niti pomembno, celo imam mogoče težavo, ker je majhnost hiše. Prvo sem razmišljal, da bi si naredil nekaj, pa zdaj vidim, da ni potrebe, zato ker jaz vzamem tiste svoje akvarelne barvice, pa čopiče in jaz to pod roko in lahko grem kjerkoli slika. Tako da v bistvu zelo malo slike recimo v hiši nastalo, ampak na kolonijah, na nekih drugih, tudi na dopuste jemljem in tak dalje. No, super. Zdaj vsekakor, ko prideš k tebi, ne moreš spregledati okolice vrta, ima tako prav posebno vzdušje, ko stopiš notri, ne? Mislim, na vrt, ko stopiš, se čuti, da nekdo to dela za dušo in srcem. Mogoče bi nam okrog tega kaj povedal, kdo ti to vzdržuje, to sam vzdržuješ? To pravzaprav sam delam. Jaz mislim, da so mi starši, predvsem moja mama pa sestra, mama je bila tista, ki je privzgojila ljubezen do rož, do cvetlic in seveda, ker so mi v bloku stanovali, sem jaz rekel, da če bom kdaj stanoval, da bom imel košček zelenja okoli, bom si naredil. In zdaj nastaja zadnja leta bolj na rožah, seveda vrt je tudi, pa zelenica in to mene umirja vsak dan, ko prijem iz službe, grem za 5-10 minut prčkat, rezat, okopavati. Se umirjaš, tvoja meditacija. Točno to mi postaja, ja. Super. In na rožah delam čim več, ne rabijo biti cvetoče, recimo kaktusi so ena moja značilnost, ki jih imam rad. Zadnje čase pa tudi, seveda moram se pa nazaj držati, zato ker ni prostora dovolj, kam bi po zimi rože dal. Ja, ker kot smo že na začetku povedali, si tudi ljubitelj narave, ne? In to se res vidi, ko stopiš k tebi, ne? Ja. Teda tudi za tabo vidimo čudovit akvarij, ki je vedno super urejen. Ja, akvarij je pa v bistvu ena zadeva, mi smo tudi imeli v družini akvarij. Potem ga nekaj let ni bilo, zdaj pa je spet akvarij zaživel v tej hiši, ne. Ti kaj posebnega pomeni akvarij, kakšne posebne ribice v akvariju ali kaj podobnega? Vsekakor, ker si ljubitelj živali, ne? Ja, zdaj mi je recimo zanimivo kozice, ne, mali rakeci ali kakorkoli, ne. Pa seveda ribice, tudi gupi so tisti, pa neonke so mi všeč, pa seveda tudi druge, ne, ampak te so ta glavne, ki jih že leta in leta poznam, znam z njimi delati in recimo zato mi je to posebnost. Pač še rakeci zadnje čase, torej, ne. Ja, dobro, kozice, ne, rakeci, ne. Ja. Ok, torej pač vidi se tudi ne, da si samo ljubitelj narave, ampak tudi ljubitelj živali, s tabo je tudi tvoj kuža Aron. Tako. Ja. Aron je pa posebno veselje. Jaz se spomnim, da ko je prišel v hišo, ne, on bo zdaj tam, pa tu bo imel mesto. Zdaj že on vlada pravzaprav vse posod, ne. Zdaj je že na kavču, to je zdaj že njegov del, ima sicer recimo fotelj, na katerem ravno kar ti sediš, je ponavadi njegov. Dobro, da je zunaj zdaj. Ja, tako da zdaj si mu ga zasedla, ampak
tak, vse posod je tam, ki ga je treba in ki ga ni treba, da pa veselje. Ja, Mislim, vsekakor, brez ja. njega bi težko zdaj skajal. Verjamem, ja. Ja. Torej, verjetno, ko priješ službe, greš prvo z kužekom na sprehod. Obvezno na sprehod in to je tisto, kar mi je všeč. Kuža pa sosedov skupaj gremo na sprehode, te priseljuje, da je človek aktiven. Ne? Ker pri današnjem delu, ne, se veš, veliko smo ali na terenu, ali prisiliti, da v gremo pisarni ven, in te v bistvu to umirja. Tako da je fajn. Aron je prav posebne vrste kuža, rodovniški? Ne, mislim, da to niti ni. Uradno je francoski buldog, meni papiri niso nikoli bili pomembni. Meni je v bistvu kuža kot kuža. Jaz sem dolga leta tudi podpiral in Društvo za zaščito živali in ostale zadeve, pa se še zdaj ne. Ampak živo bitje. Ja. Prvenstveno je pač. Ampak se je pač Aron znašel in ta blentavi kužek in zdaj je pač tukaj. Ne? Ja, prav posrečen je. Rad ima žogo, pravi Ronaldo. Ja, smo videli. V bistvu me je prej presenetil, ker sem eno žogo, pol pa je že z drugo enako prišel ven, pa sem mislila, dobro. Ja, brez žoge mu ni živeti. Ima mogoče Aron kakšno posebno mesto tukaj v sami hiški? Ja, zanimivo je to, ne. On ima svojo kletko pri vhodu, ki jo zelo redko uporablja. To je njegov dom, ampak ne vem, če on bil 2-krat zaprt noter. Drugače se večino giblje v dnevni sobi, zdaj pa, ker je kuža, ki nima podlake, ne, to se pravi, morajo čez zimo noter biti. Ne. In je pol tu spodaj živi, bom rekel, bolj ali manj v dnevni sobi, ima seveda svoj kotiček zunaj, glede na to, da je severozahodni del, ne, torej dvorišča, mora imeti prvo sonce, ki posije na enem delu prostor, da on da svojo pasjo rit gor, pa da se sonči zjutraj, pa pol na drugem mestu, pa še na tretjem mestu, tako da vse posod so njegovi prostori. To je čar živali, ne? Ja, točno. Jaz bi še te vseeno vprašala, prej smo ravno načela, kako si mogoče svojo nepremičnino nekako uredil po svojih željah, če imaš kakšne posebnosti v nepremičnini, ker imaš neke posebna stikala in te zadeve, če bi nam lahko mogoče kaj več o tem povedal. To je v bistvu malo smešno. Ne? Jaz sem taki, rad se hecam. Ne? In sem šel v trgovino in vidim, voda ni pitna napis. Ne? In sem rekel, to pa je skupo. Ne? In sem ga v kopalnici nalepil nad pipo in pol vsi šokirani obiski prijo, a ti nimaš pitne vode, ne? Namen je pa točno to, ne, da ljudje, da se malo pohečaš. Kako imaš pitne vode sredi Maribora? Seveda je pitna, ampak ravno za štos, ne. Ja. Pa stikalo, zato ker vsak sprašuje, pa so mi izklapljali ogrevanje, recimo, in pol sem pa mogel začeti picati. Pa recimo spredaj pri vratih je luč, pa nimam zvonca, ne. Ja, zato in smo se mogo potrkali, napisati luč, ne, da ljudje vidijo, pa da stikalo vidijo, pa take štose. Pa recimo WC kopalnica sem gor dal napis, kot da smo, ne vem, v nekih javnih ustanovah, ampak zato, da ljudje lažje najdejo. Pa tak za štos, pa vse posod so neke nalepke, mali minjoni, tak, bolj za šalo. No. Tako da se nasmejim samim o sebi, pa tudi obiski, recimo. Ne. Pa da se tudi v redu počutiš. Pa ja, čisto to tak. Mogoče imaš kakšne posebne rituale, navade, kjer se pač prav sproščeno počutiš? Da bi lahko kaj izpostavil? Misliš v hiši kot taki. Vrt je seveda eno, pa rože, ne, to, kar sem rekel, to je ena zadeva, drugo pa je tukaj zgoraj, je en mini kabinet, ki je v bistvu moje zatočišče in tam ustvarjam, delam, karkoli pač že. Ne, tam se rad zadržujem. Zanimivo, da to dnevno sobo pa tak sem zelo malo uporabljal, mogoče zadnja leta, malo bolj. Od začetka je pa bila na pol prazna, skoraj, dokler nekaj časa še. Moj oče je živel noter, ampak ja, ta svoj kabinet, ta je moj mini prostor zgoraj, ki ga imam kot svoje zatočišče. Ja. Ko smo že ravno pri tem, imaš mogoče kakšne posebne rituale, navade, kjer se sproščaš drugače v življenju tudi, kaj te navdušuje, kaj imaš rad? Izleti, narava, odhod v naravo, zelo rad pobegnem iz Maribora. Ne? Rad pobegnem iz Maribora, zdaj ni važno kam, ali na morje, ali nedaleč, samo da menjam lokacijo. To mi je taki ritual obvezno, tudi tujino recimo, lahko na vikend,
Samo da malo menjam okolje, pol se pa z večjim veseljem vrnem v mesto nazaj. Toliko, da moram, kako bi rekel, da se resetiram pravzaprav zunaj. Reset, ja. Ja, to je v bistvu en taki, pa potovanja so tista obvezna, ne. To mi je fajn. Pa recimo včasih kako savno iti se kopati, pa tak dalje, ne. Po gobe zelo rad hodim. To Gobe, tudi, ja. ja. Po lisičke. Ja, pa po jurčke. Pa še kaj drugega. Andrej, mogoče kakšni tvoji načrti, če bi z nami delil za prihodnost, za dom, če imaš mogoče kaj posebnega načrtuješ? Ja, saj vsake toliko časa je treba, kljub temu, da jaz nisem neki človek, ki bi bil predvsem, bom rekel, gradbeno, adaptacijsko, ne, v tem, ampak ugotoviš, da moraš. Recimo, to dnevno sobo smo adaptirali, zato ker so, recimo, se pojavljala plesen, ne, recimo, pa smo jo adaptirali. Potem, zdaj, vem, kopalnico bo treba malo spet preurediti, ne, pa vidim, recimo, da kuhno bo spet treba prebeliti. Tako malo po malo si dajem. Zgornje nadstropje je zdaj bilo urejeno, ampak vsake toliko časa si nekaj izmišljujem. Nisem pa človek, ki bi recimo rekel, da zdaj na 3 leta moram nekaj menjavati. Meni materialne stvari ne pomenijo toliko, je pa fajn, da jih vsake toliko časa osvežiš, če ne drugačne prevleke, zato da se boljše počutiš. Malo energijo se meniš. Tako da vsake toliko časa nekaj je, za adaptacijo ali pa karkoli, ne. Andrej, za na konec, mogoče, če bi z nami oziroma z vsemi, ki te spremljajo, delil še kakšno zaključno misel, nauk življenjski ali kaj podobnega? Ja, mogoče pred leti o tem ne bi upal kaj reči, ne. Danes pa se mi zdi, da vem, da se je treba družiti z ljudmi, ki ti veliko pomenijo, z družino, s tisti, ki jih imaš rad, da je to največ vredno. Vse ostalo, pa ja, živimo, ne, srednjo žlico, ne premalo, ne preveliko, pa bodimo prijazni, bodimo pošteni, korektni, predvsem ta prijaznost se mi zdi, da vedno manjka. Bodimo strpni, bodimo humani do ljudi, drug do drugega, no. Ker se mi zdi, da tisti mir notranji je najbolj pomemben. In ljubezen seveda naj živi, ne, taka ali drugačna. Ljubezen naj živi. Ja. Super zaključek za danes. Andrej, hvala ti, da si delil del sebe in tvojega doma. Smo res veseli in hvaležni in za na konec še enkrat bodi čudovito in imej se lepo z ljudmi, ki te imajo radi in tudi mi te imamo radi. Hvala lepa. Hvala za obisk. Hvala.